Papirna akademija je skupen projekt papirne dejavnosti, Združenja papirne in papirno-predelovalne industrije in pa Inštituta za celulozo in papir. Gre za lasten projekt, torej sami smo si naredili program izobraževanja v obsegu 100 ur, izobrazili mentore, ki prihajajo iz podjetij, kajti znana je situacija v papirni dejavnosti, da pač v formalni shemi ni možno dobiti nobenega strokovnega izobraževanja z tega področja. Ponosni smo, da zaključujemo svojo prvo lastno papirniško šolo, seveda v narekovajih, ki smo jo zgradili skupaj s podjetji in na kateri predavajo izključno strokovnjaki iz podjetij. Namreč papirništvo je panoga, ki je leta 2001 izgubila zadnjo formalno obliko izobraževanja in nekako smo se zavedali, da moramo za novo znanje, za prenos znanja na generacije poskrbeti sami, če želimo imeti še naprej konkurenčno panogo. V prvi izvedbi šole smo že vključili 50 študentov iz 6 papirnic in tudi iz enega podjetja, dobavitelja papirne industrije, in predavatelji so dejansko tudi sami prvič v vlogi predavateljev naredili čudovito delo. Tudi študentje so jih ocenili s čisto petico in verjamemo, da je to začetek res usposabljanja, ki bo po meri industrije in ki ga bomo nadaljevali že v letošnjem letu z novimi skupinami. Papirna šola je bila razdeljena v več vsebinskih sklopov, ki so jih podajali različni predavatelji. Šlo je pa za to, da smo poskušali predstaviti celoten proces proizvodnje papirja od čiste teorije, kemije, fizike, pa vse tja do čisto praktičnih delov, to se pravi dela z obdelavnimi stroji, kakšni so procesi, ki potekajo v proizvodnji papirja, in pa na koncu smo se tudi še malo pomudili pri samem vplivu proizvodnje papirja na okolje. Cilj vsega skupaj je bil dati kandidatom neko osnovno izobrazbo, nek osnovni pregled o sami industriji papirja, zato da bodo potem lahko ta znanja nadgrajevali še kasneje z specialističnimi znanji v okviru svojega delovnega mesta. Delo je praktično potekalo tako, da smo se dobivali na različnih lokacijah. Kandidati prihajajo oziroma so prihajali iz praktično vseh slovenskih papirnic, tako da smo se dobivali tudi v vseh tovarnah, kjer so potekala predavanja in tudi ogledi proizvodenj, specifičnih proizvodenj v naši slovenski papirni industriji. Delno so bila predavanja tudi na Inštitutu za celulozo in papir, kjer so se seveda bolj obdelovala tudi teoretična poglavja. Naše zaposlene pošiljamo na papirniško šolo predvsem z namenom, da svoje delo, ki ga opravljajo, opravijo lahko kvalitetno, strokovno, ker, kot vemo, papirniške šole v zadnjih 15 letih nismo imeli. S tem pa se izgubi znanje, ki se v podjetjih ne prinaša tako, kot bi želeli. Prvič, ker ni časa za to, da bi, drugič pa, se pravi, vsaka generacija nekaj znanja, ki ga pridobi, tudi izgubi. S tem namenom, se pravi, smo bili zelo veseli, da se je zopet odprla možnost izobraževanja na papirniški šoli za naše kadre, da lahko pričakujemo, se pravi, dolgoročni razvoj papirnih kadrov in pa na podlagi tega tudi kvalitetnih izdelkov. Mi se zavedamo, da so naši zaposleni največja vrednost našega podjetja, zato je podjetje Paloma od vsega začetka podpirala papirniško šolo. Bili smo tudi eni od iniciatorjev za ustanovitev papirniške šole in seveda na ta način tudi aktivno podpiramo naše zaposlene, da se tega programa udeležujejo. V Sloveniji trenutno ni nobenega formalnega programa, v katerem bi podjetje lahko dobila izobražen kader strokovnjakov papirniške branže in je to edina
to vrstna možnost za naše zaposlene, da pridobijo strokovno znanje in to strokovno znanje potem tudi prenašajo v organizacijo na svoje sodelavce. V podjetju Vipap Videm Krško smo dejansko na prelomnici, se pravi v obdobju, ker imamo izredno visoko fluktuacijo, se pravi menjava kadrov. Jaz smo več kot 25% naših zaposlenih je starih več kot 55 let. To pomeni, da nam je v bistvu ena prvenstvena stvar cilj, kako čim bolj prenesti obstoječe znanje na bodoče zaposlene. Se pravi, to izobraževanje je bilo za nas, bom rekla, pisano na kožo, zato se iz našega podjetja jih je udeležilo tudi 22, od tega jih je več kot 80% uspešno opravili to izobraževanje. Smo, bom rekla, po številu poslušateljev tega programa največji. Tako da mi seveda, bom rekla, poleg vseh ostalih aktivnosti, ki jih izvajamo v podjetju, glede motivacije zaposlenih, se pravi prenosa znanja, mentorstva, uvajamo tudi mentorstvo v ta naš program, se pravi, da motiviramo in želimo še v prihodnje še bolj motivirati, bom rekla, zaposlene, ki so pri tem, da odhajajo v pokoj, da prenašajo znanje na bodoče, na mlajše kadre, ki prihajajo. Poleg tega, da na drugi strani, bom rekla, si želimo čim bolj vzpostaviti in povečati sodelovanje z srednjo šolo v Krškem, se pravi srednjo tehnično šolo. No, nam je to izobraževanje, ki je, bo rekla, zelo strokovne narave, zelo pomembno, predvsem pri teh kadrih, ki so že v našem podjetju, ki so mlajši in ki se v tem obdobju dejansko dodatno izobražujejo. Mi smo nekje spoznali, da dejansko poleg tega, da poleg, ne vem, stroškovne konkurenčnosti, poleg proizvodne učinkovitosti, so ravno znanje, motivacija, inovacija in pa, bom rekla, neka potencial, razvojni potencial, tisto, kar ustvarja neko dodano vrednost v podjetju. Ja, občutki so zmer dobri v takih dogodkih, tako da v redu. Bo. Kako je potekalo šolanje? Ja, šolanje je potekalo pol leta, po enkrat na teden, po 4 ure. Sem zadovoljen šolanjem, izobraževanja so bila zanimiva, ogledi papirnic tudi. Ja, trenutno sem malo nervozen, drugače pa kar v redu, ja. In nameravate se še kaj dodatno izobraževati potem na tem področju? To bomo pa videli, ne. Se drugače se sproti učimo že tako v službi, ne. Drugače pa, če bo še kakšna prilika, pa ja. Ponosni smo na prve diplomante te naše šole. Načrtujemo, da se bo njihovo znanje lahko uradno verificiralo v okviru nacionalne poklicne kvalifikacije, kateri postopek je tudi v teku in bo najverjetneje v jesenskem času že možno, da bojo kandidati pristopili k uradnemu opravljenemu izpitu in da bojo potem dobili tudi pač uradne diplome.